Kaj izgubi nekdo, ki se ne prijavi? Ostane doma na kavču. Ampak tisti, ki pa se prijavi, pa nihče nič ne izgubi. To je, ne? Ni nič takega, ni tak, kot si, tak boš tudi na televiziji. Če prideš samo za en teden, si šel v eno lepo šolo v naravi za odrasle, se tudi imaš v redu, a ni, no? Res. Ja. Na koncu, če ne zmagaš, si pa pač malo dlje časa preživel v tej dobri družbi. Pa zelo iskreno je fino, da nekdo vstopi pa reče, do tukaj je moj cilj. Vse od tam naprej je pravzaprav že nagrada. Ja. In mi smo imeli tekmovalce, ko so rekli, jaz se želim priti do top 5. In je tudi, če je rekel top 5, hvala lepa, na nek način odstopaš. Je dosegel svoje želje. Največji strah je to, da so kamere prižgane. Ampak prvič, ko stopaš, pravzaprav kamere postanejo del te celote, tega studija, te kuhne Masterchef. To je pač nek delček, ki je tam. Ljudje pa zelo hitro ugotovijo, da je tam zelo prijetno. Pa mogoče nekdo sedi pa razmišlja, da bi se prijavil, nekdo pa zdaj sedi pa ve, da je nekje nekdo, ki ima veliko željo. Se pravi, tudi drugega se da Prijav ga, prijaviti. ker imamo veliko primerov, ki so jih otroci prijavili, ne vem kaj, nekdo jih je prijavil, prijatelj, in potem te ljudje samo rabijo pejt. To leto me je sin res spodbudil, me je tudi prijavil. In potem gre in začne raziskovati ta svet in ugotovi, da je ta svet zelo prijeten. Kaj je tista stvar, recimo, ko tekmovalci mislijo, da bodo prišli osvojiti, na koncu pa ugotovijo, da so se naučili čisto nekaj drugega, pa lahko tudi samo v sebi? Veliko imamo spoznavanj samega sebe, kako v drugem svetu funkcioniramo. Pod pritiskom, ne? Pod pritiskom, kako znamo v, ne vem, 10 minutah rešiti 10 problemov. Pa mogoče nekateri mislijo, da bojo prišli samo po nagrado, pa da bo pol zgodbe konc, v bistvu se pa njihova zgodba šele začne, ne? Da. In to velja za vse, a ne? To moramo povedati. To ni nujno samo za zmagovalce. Ja. Imeli smo enkrat priložnost imeti vse, ki so bili tudi v finalu, pa niso zmagali, niso bili zmagovalci, ampak vsi so ostali v tem kulinaričnem svetu, celo neke pozicije so imeli šefov, šefov in tako naprej, v zelo priznanih restauracijah. Sem kar bila izstreljena z neko svetlovno hitrostjo v ta profesionalni svet kulinarike. Odkar sem zapustila Masterchef kuhno, da sem res imela ful veliko priložnosti. Kaj ti je to tekmovanje dalo? Točno to, po kaj sem prišla, ker sem htela imeti neka vrata v svet kulinarike. Jih Masterchef odpira? Ja, definitivno. Trenutno sem sušef v restauraciji. In pravzaprav je res to samo nek začetek. Mogoče nekdo vstopi z željo, da se bo ful naučil, na koncu pa izstopi ven tako prijetno presenečen, da lahko v tem svetu tudi ustvarja, tudi dela. Kulinarika samo en delček tega sveta. Katero jed bi najrajši izbrisala iz zgodovine slovenskega Masterchefa? Jaz mislim, da so to pašte, potem pride kakšna sezona rižot, pa jih naravnost obožujem. Pri sladicah smo pa po mojem tam nekje lava cake ali pa sladoled. Mogoče še bolj kot, da smo se kakšne jedi naveličali, smo se naveličali sestavin, se mi zdi. A ne? Ja. Trgovina dosti več omogoča, kot je to, kar dobimo na krožniku. Tako da tisti, ki se bojo prijavili na novo sezono, predlagam, da raziščejo, kaj vse trgovina ponuja in potem. No, to je že en nasvet, mogoče, ki si ga velja zapomniti, ne? Zdaj, če bi lahko začetnikom, pa vsem tistim, ki prihajajo v to kuhno, pred prvo audicijo pokazala le eno stvar, kaj bi to bilo? Seznam obveznih znanj. Koliko dolg je ta seznam? Ni eno stran, ni nič hudega. Vsi ga dobijo, ko so enkrat sprejeti, tako da imamo čist alinejsko našteto in že če to naštudiraš, imaš dobre možnosti. Jaz bi rekel samozavest. Kako samozavestno stati za kuharsko postajo, to je ena stvar. Druga stvar pa, da predstavijo jed, da povejo, zakaj ta jed. A si predstavljaš eno dobro noč in zjutraj vstaneš celo malo prej, zato da je prej zajtrk. In potem priješ dol v jedilnico, pa en tak ves vevnen pred tabo stoji. Ja, tole sem vam dala, saj ne vem kako in tole. Marija, kar šel gor, pa še enkrat zaspal. Pod črto zdaj imate kakšen nasvet za tiste, ki so mogoče kliknili na prijavnico, pa ne vejo ja ali ne? Samo naredite ta prvi korak. Ekipa iz Pop TV vas bo poklicala. Ful so prijazni, ful so prijetni. Z nami sodniki še ne pridete v stik. Se samo pogovorite, samo predebatirate, kakšna je vaša zgodba, kaj bi radi pokazali in potem gremo naprej.